Matjaž Kopitar, prav zagotovo po drugem porazu ne najboljše volje, ampak to je pač elita, to je, lahko bi rekli, malenkosti odločajo. Kaj bi rekli po tekmi z Belorusijo? Ja, res je, da odločajo malenkosti, ne, ampak zdaj v 2 dneh dvakrat izgubiti na tak način je sigurno boleče. Ne. Lahko bi imeli 6 točk danes, tako imamo pa nič. Ne. Tako da, ja, normalno, da nisem dobre volje. Ampak pač tukaj je to tako in zdaj po prostem dnevu jutri se moramo zbrati in pač probati premagati naslednjega nasprotnika. O posameznih napakah nočete govoriti, kar je popolnoma logično, ampak to je sestavni del igre. Čeprav fantom dobesedno spet nimamo kaj očitati, morda kakšno izključitev, kakšno nepozornost, koncentracijo v danih trenutkih, ampak še enkrat, to je pač elitna skupina. Ja, saj v bistvu tukaj je včasih pride do napak, predvsem zaradi prevelike želje, no, ali kako ne rečem. Ne. Zdaj res ni nekih neumnih, nespametnih stvari, no, tako da, kaj jaz vem, no, težko je zdaj takoj po tekmi kaj pametnega povedati, no, tako da ne vem. No. Ampak kljub vsemu, začeli smo tokrat povsem drugače kot včeraj, zelo odločno, potem pa za trenutek padli v tisti že prvi tretjini. Res škoda. Ja, začetek je bil, tako nekako smo pričakovali, rezultatsko mislim, potem ja, je bil padec in ne vem, no, se pravim, treba pogledati kako in kaj, ampak videli se pa je, da so bile individualne napake, te, ki so botrovale zadetkom pač Belorusov. V primerjavi s tistim, kar ste prikazali včeraj, pa smo bili precej zadovoljni z igro v drugi in tretji tretjini. Danes še več strelov, celo več kot Belorusija, in tudi pri tako imenovanem sodniškem metu ste bili uspešnejši, kar smo včeraj nekoliko pogrešali. Ja, ampak rezultat na koncu je žal isti, ne. Nobenih točk in to je spodbudno, ja, to bo zdaj treba poudariti, fantom pač povedati, da je to v redu. Treba pa te individualne napake pa pač dati na stran. Če pogledamo jutri, je sicer prost dan, veliko pa bo tega pritiska v glavah po 2 porazih. Enostavno je skorajda v torek potrebno zmagati, kajti 4 naslednji nasprotniki pa so res tista elita elite. Ja, dejansko je to res, ne. Tako da mi se bomo pripravili optimalno na Dansko, normalen, da vemo, da so Danci še močnejši za nekaj igralcev iz Vojensa. Tako da prav gotovo, jaz sem že pred prvenstvom povedal, ne, da vsaka tekma, da bo zelo težko. Zdaj 2-krat smo bili zelo blizu, pa hkrati zelo daleč, tako da upajmo tudi na kakšno športno srečo in da premagamo Dansko. Včeraj smo novinarji nekako razmišljali, da si Belorusi predvsem želijo, da se vam oddolžijo za poraz v Vojensu. Vi pa ste po tistem, kar smo videli tudi danes in po besedah selektorja Belorusije, imeli prav. Belorusi se že tu pripravljajo za svoje prvenstvo v Minsku naslednje leto. Ja, saj to ni nobena skrivnost, saj se vidi, kakšno ekipo imajo. Njihov kvaliteten krog je bistveno večji kot pri nas in njihov trener se je pa zdaj odločil za te igralce, ki jih ima, čeprav sem prepričan, da za domače prvenstvo bo kakšne izkušenejše še dal zraven, ampak očitno jim gre dobro. Mi in Minsk. Mi in Minsk. Naslednja tekma je pot v Minsk. Najlepša hvala. Ja, prosim.